Cenjeni gledalci in gledalke, druga nedelja v mesecu ob 8. zvečer je rezervirana na televiziji AS za oddajo Škof mimo Priždice. Zdaj že res eno leto uspemo dobiti vsak mesec gospoda Škofa v naš studio in se pogovoriti o aktualnih temah, ki zadevajo Murskosoboško škofijo, pa tudi svetovno rimokatoliško cerkev. In veselje mi je, da torej tudi danes, po enem letu, in upajmo, da bo teh let še več, pozdravljam murskosoboškega škofa, monsinjorja dr. Petra Štumfa v našem studiu. Lepo pozdravljeni. Bog da, dober dan, lepo pozdravljeni. Tako sva rekla, aktualne teme, te je res dosti. Nikoli nimava težave, da se ne bi mogla dogovoriti o temah naslednje oddaje, ker iz meseca v mesec se ponujajo kar same od sebe. Ampak toliko za nek uvod. Nazadnje sva govorila tudi o tem škandalu v zvezi z olimpijskimi igrami, ampak to je bilo še med olimpijskimi, ker tudi ne samo tista otvoritev olimpijskih, ne vem, če veste, tudi zaključek je bil precej okultne narave. A ste zaznali to? No, nekateri celo meni, da satanistične, ker tista osrednja figura tisti zlati je dejansko predstavlja demona. Tu si ne moreš predstavljati angela ali kakšno drugo bitje, ki bi bilo dobro samo v sebi, ker že sama vizualna podoba tega je grozljiva ali groteskna in strašljiva. Zdaj, če bi to gledali tam najstniki, 12, 13, 14-letni otroci, bi takoj po svoji asociaciji, ki jo imajo v sebi, o hudem duhu, že mogoče iz katekizma ali pa tudi ne, takoj rekli, to je satanska scena. Ja, mislim, zelo nenavadno, zakaj je to potrebno, potem tudi neki brezglavi angel, Interpretacije so seveda, to kot rečejo v medijih, ti twisti, ti obrati, ko poskušajo opravičevati, ampak tako kot pravite, na prvo žogo, tista spontana prva reakcija na tisto videno, to ni Bogu po volji, to ne more biti nekaj, kar širi evangelijsko sporočilo, ampak neko drugo sporočilo. No, glejte, recimo, če gledamo scene in tudi sporočila Black Sabbath, recimo, ustanovitelji heavy metala, recimo. Ali pa Iron Maiden, so te scene zelo identične. Recimo te scene tudi zdaj stopajo, koliko vidim, zadnja leta tudi na prireditev Oskarjev. Mislim, da Manover je pred kratkim igral svojo zelo znano skladbo na prireditvi Oskarja. To sem zasledil po YouTubu in me je nekako šokiralo tudi, kako so recimo vsi ti dobitniki navzoči uživali v tem, celo nekaj komičnega, ne vem, ne poznam angleško, kaj jim je sporočala ta skupina, ampak so se smejali. V bistvu je ta podoba okultnega oziroma satanskega nekako čipirana v to kulturo zahodnega sveta kot nekaj nepogrešljivega, kot nekaj sestavnega, kot nekaj brez česar več, recimo ta zahodna kultura ne more funkcionirati oziroma ničesar sporočati. Večkrat so že dejala v prejšnjih oddajah, evangelij je zdaj zavržen v tej kulturi, težava pa je, da ta kultura nima nič, kar bi nadomestilo ta evangelij, razen, bi rekel, te podobe, njegovega nasprotnika ali antikrista ali pa hudega duha, antievangelija. Zgodi se moja volja. Enostavno, jaz bi rekel, da tukaj pri otvoritvi olimpijskih iger in niti na koncu, po zaključku, ni šlo toliko za namensko provokacijo kristjanov, ampak kar je še mogoče mnogo hujše, da gre enostavno za sporočilo, da brez tega več ne moremo funkcionirati. To pa je dosti bolj zaskrbljujoče, ker mi vemo, da če nekdo provocira zato, ker vendar še ima neko tvojo vrednoto, ki jo sicer je dal na stran,
zato da bo tebe provociral, jo bo pa ob drugi priliki tisto tvojo vrednoto, ki je tudi moja vrednota, zopet dal v svoje življenje oziroma v svoje razumevanje, v svoje sporočilo. Ne gre več za neko nagajivo igro, ampak prav za, jaz pravim, inštalacijo, ne, za umestitev v družbeni prostor, ker to se, kar ste odlično rekli, ne, se dogaja pri Oskarjih, pri Grammyjih, pri recimo zaključku ameriškega nogometa, ko je spektakel, tudi podobno, na Evroviziji, torej na olimpijadi. Jaz trdim, da vedno, ko je masovna gledanost, ko je masovni dogodek, je nekaj vedno zraven okultnega kot normalnega. Tako, ne več toliko kot provokacija. Bolj neobhodno potrebnega kot normalnega. Neobhodno potrebnega. Brez tega ne moremo funkcionirati, ne moremo eksistirati. Ne, ni to zdaj vaš status quo, ampak k temu boste morali se podrediti, oziroma to rabite. Mogoče je že to sporočilo, za katerega mislim, da je to že korak naprej. Ampak bolj sporočilo tega je, mi smo priklopljeni na to, kot pljučen aparat. Mi ne moremo dihati, to je naš zrak. Ta, bi rekel, zlohotnost. Ne? In ne vem, kaj bodo naslednje olimpijske igre, lahko bolj dekadentne, kaj bo tam iz tega prišlo, o tem niti ne velja toliko dosti razmišljati oziroma časa zgubljati, ker do naslednjih olimpijskih iger se bodo zadeve zopet tako v svetu spreminjale, tako da, Bog daj, da bi do njih sploh prišlo, če bo prišlo. Greva k lepšim temam in če kaj smo gotovi je to, da v cerkvi bomo ohranili tudi praznik Marije Vnebovzete, veliko mašo, ki je bila v tem času tudi od najnega zadnjega pogovora. Takrat sva jo najavljala, zdaj so za vami že tudi vtisi. Sva govorila tudi v programu, da bo vaš gost tudi gospod Nuncij, njegova eminenca, ekscelenca. Ekscelenca. Ekscelenca so. Eminenca je rezervirano za kardinala. Škofje, nadškofje in potem Nuncij spada v red nadškofov. Seveda kardinali pa so eminence, to so taj starodavni nazivi. Ja, vse je že prav. O tem bova še tudi v nadaljevanju govorila, kje so te meje med upravičeno kontinuiteto neke tradicije ali pa kje se tudi tradicija spreminja, to v nadaljevanju pogovora kot naslednja točka, ampak da se še vseeno vrneva pri vtisih, torej Nuncija, kako ste zaznali, da je vaše somoševanje, vaše spremljanje teh romarjev in celotnega dogajanja okrog velike maše, kakšni so bili vtisi gospoda Nuncija ob tem? Pa tudi vaše osebne. No, najprej, če definiramo, kdo je sploh to Nuncij. Nuncij je po naše povedano odposlanec papeža v Sloveniji, oziroma gre za službo, ki je zelo starodavna, najstarejša služba v diplomaciji, ki jo ima Sveti sedež, in je v kanonu 362 do 367, pomeni cerkveno pravo, so določene njegove vloge, torej papež izbira nuncija ali odposlanca, ki ga odpošlje v neko državo, katera ima z Svetim sedežem konkordat oziroma sporazum, da ima lahko Sveti sedež tisti državi svojega predstavnika. Namreč moramo ločiti med katoliško cerkvijo in pa pravnim organom, ki se mu reče Sveti sedež. Ne gre za eno in isto entiteto, ampak gre za dve različni stvarnosti. Namreč cerkev kot cerkev je ustanova Božja pravna, ki je seveda izven vseh meja, državnih in tudi kulturnih in tako naprej. In je njen ustanovitelj Jezus Kristus. Vatikan je pa država, ustanova, ki je enaka po vseh pravnih merilih in normativah, recimo Sloveniji in drugim državam. Tudi civilnemu. Tako je, gre za civilni organ, oziroma za civilno ustanovo, gre za državo v pravem, polnem pomenu smisla. In suveren oziroma voditelj obeh teh entitet, cerkve in Svetega sedeža ali Vatikana, je papež.
Ne? Lahko bi se papež vsemu temu odpovedal, vendar zaenkrat se ne. Temu recimo drugi entiteti vodenju države. Zakaj? Ker preko tega lahko on stopa na področja, kamor ne bi mogel samo kot verski poglavar, kot državni pa lahko. Ne? In seveda v njegovem imenu, papeževem, vodi to drugo entiteto, Sveti sedež ali Vatikan, kot temu rečemo, njegov državni tajnik, ki ima vlogo recimo ministrskega predsednika v neki državi, recimo pri nas je to ministrski predsednik, pri njim pa v Vatikanu je pa to državni tajnik. Trenutno Fernandez? Ne, državni tajnik je sedaj Pietro Parolin. Ja. In to je prvi človek za papežem v tej cerkveni in tudi družbeni ali politični hierarhiji. Ne? No, in on, torej državni tajnik, potem določa skupaj s papežem, kam bodo šli papeževi odposlanci upravljati to nalogo nuncija. In zato je nuncij neposredno nekako odgovoren ali povezan s tema dvema, s papežem in pa s državnim tajnikom. Ne? No in te naloge nuncija, seveda vemo, da tudi državno tajništvo ali Vatikan, ne, ima tudi svojega zunanjega ministra, tako kot ima tudi vse ostale države. To je angleški nadškof Gallagher, zelo dobra, zelo sposobna diplomatska osebnost, kakor tudi Pietro Parolin. No in namreč s Pietrom Parolinom se zelo dobro poznava osebno, s kardinalom, ko so se že večkrat srečala, lansko leto zadnjič v Kopru, na forumu za mir na Balkanu. Tudi smo se precej pogovarjali o razmerah pri nas v Sloveniji, pa tudi na Balkanu. No in torej nuncij je zaradi svojega, staja oziroma svojega položaja, ki ga ima, glede na to, da je diplomat najstarejše svetovne diplomacije, tudi hkrati dojen ali voditelj diplomatskega zbora v neki državi. Zato je prvi diplomat, tuj diplomat v Sloveniji vedno nuncij. In on skliče ostale diplomate na različne posvete in tudi svetuje, glede na lahko izkušnje, glede tudi na situacijo, ki jo on tudi obvladuje, glede na to, da recimo v slovenski nuncij je hkrati tudi nuncij na Kosovem. Torej je v dveh državah nuncij, tako da je občasno v Sloveniji, največ je sicer v Sloveniji, dosti časa pa včasih glede na potrebe Kosova se zadrži tudi na Kosovem. No in nuncij ima vlogo, da ureja odnose med državo oziroma cerkvijo v tisti državi, recimo cerkvijo v Sloveniji in državo Slovenijo in obeh entitet cerkve v Sloveniji in države Slovenije do Svetega sedeža. Gre tukaj seveda vedno v smislu preučevanja konkordata oziroma sklepanja konkordatov, tudi kakšnih aneksov v zvezi z določili, ki jih pač konkordat sam v sebi ima, torej zakoni. Potem seveda moramo vedeti, da nuncij skrbi tudi za to, da znotraj škofovske konference tudi so škofje v edinosti s papežem, tudi med seboj, in seveda, da delujejo po naukih papeža oziroma tudi na vodilih in pa dokumentih cerkve. Seveda pri tem nuncij vedno pazi, da je vsak škof glede na svoje pravne dolžnosti tudi samostojen v svojih odločitvah in v svojih tudi pastoralnih dejanjih. Potem nuncij skrbi tudi za to, da se ohranja znotraj cerkve tudi pravi nauk, da se ohranja katoliški nauk oziroma da se ohranja katoliška vera. Tudi glede na to, seveda, on recimo mora opozoriti kakšnega škofa, če odstopa od nauka.
On ga bo prvi opozoril. Ja, seveda. Če ga recimo metropolit. Ja, to je njegova naloga, ker on bedi tudi nad metropolitom. Gre seveda potem subsidiarnost, kaj dela višji, naj ne dela nižji, kaj dela nižji, naj ne dela višji. Gotovo je prva naloga tukaj metropolita, ne? V tem je metropolit najbolj značajen, da opozori krajevnega škofa, če recimo odstopa od nauk ali pa od cerkvene discipline. Potem, če metropolit ne zaleže, potem to mora narediti nuncij. Seveda nuncij tudi vse, kar se dogaja, obvešča Sveti sedež. Vsako stvar, tudi vse dokumente, ki jih jaz pišem v Vatikan, na kongregacije grejo preko nuncija. In tudi vsi odgovori z kongregacij, ki prihajajo, grejo preko nuncija do mene. Tudi vse, recimo, pisma, ki jih nekdo piše proti škofu v Vatikan, mimo nuncija, pride iz Vatikana odgovor do teh oseb preko nuncija, do teh oseb in tudi do mene. Torej, Vatikan vsem vedno obvesti škofa, tako da škof je vsem obveščen, tam ni anonimk, da bi rekli, da bi delali bypassa mimo škofa. Spravi, dejansko se v neki lokalni cerkvi ne more zgoditi skoraj nič pomembnega brez vedenja nuncija. Ne skoraj, nič pomembnega. Absolutno nič. Se dogaja, vse gre mimo nuncija. Torej, ne morete mimo nuncija. No, potem pa ena od poglavitnih nalog nuncija je tudi izbiranje kandidatov za škofovstvo. Recimo, če je nek sedež izpraznjen, nuncij seveda potem zbira kandidate, imena in to potem tudi predstavi svetemu sedežu, da potem sveti sedež to da papežu in papež potem sobotno odloča, kdo bi lahko bil škof v neki škofiji. No in recimo eno temeljnih zdaj, bi rekel, diplomacij svetega sedeža ali državnega tajništva, ali kot temu rečemo Vatikana, kardinala Pietra Parolina je v tem, da poskuša z Kitajsko priti do nekega soglasja o imenovanju škofov. Ker vemo, da je tam po Mao Tse-tungu naprej sta bile dve katoliški cerkvi. Ena uradna, ki jo je komunistična oblast nadzirala in tudi ona imenovala škofe, potem pa tajna ali podzemna, ki pa je komunistična oblast ni uspela nadzirati in obvladovati, so bili pa tam tudi škofje tajno imenovani od papeža oziroma tudi tajno posvečeni. To je značilno recimo bilo za tiste komunistične države, ki so bile zelo represivne, zelo nasilni sistemi, recimo na Slovaškem in Češkem je bilo to tako. Ja, se je to lahko ena druga zgodba. Dve cerkvi sporedno. Ja, tudi. Ja. Jaz sem poznal, jaz sem poznal cel kup duhovnikov, ki so bili na skrivaj posvečeni. Uradno so bili, osebno sem jih poznal, ker smo se srečali na Rakovniku v Ljubljani. Sploh se ni vedelo, da v tisti državi... Mati pa oča nista vedela njun sin duhovnik, uradno pa je bil vrhunski violinist, ena prva zvezda na violinu na Češkem. Recimo, ali nek drug je bil vrhunski kemik, znanstvenik, ki bi bil lahko direktor pri nas inštituta Jožef Štefan, tam je bil duhovnik tudi, pa hkrati kemik. Kakve zgodbe? To so pretresljive zgodbe, recimo. Potem vemo, recimo, kako so se ti duhovniki šolali. Bili so tajno študenti, nihče ni vedel za to, samo ozek krog in so prihajali v Sloveniji na Triglav delati izpite. Na Triglavu so delali izpite iz teološkega študija. Tako da so profesorji, so se pri nas v Sloveniji tam 80-90 let zbirali kot planinski pohodniki, bi rekel kot navdušenci nad gorami slovenskimi, pridobili nekako dovoljenje, da so prišli sem in so tu imeli predavanja in izpite. Recimo teden dni so hodili, kao da so hodili, 5-6 ur so hodili, vmes pa izpite delali oziroma študirali. Ker so vedeli, da ne bo prisluškovanja, da ne bo nekaj agentov tam nekje na 2000-čakih. Ja, in potem, ko je prišlo do posvečenja, recimo, če je salzijanc bil red, torej nekaj član salzijanskega reda ali kakšnega drugega reda, tu seveda v tajnosti, potem je njegov predstojnik napisal odpustnico za posvečenje škofu nekemu in to raztrgal na pol in polovico je dal temu študentu,
polovico pa onemu škofu. In ko je prišel študent na posvečenje za duhovnika, so ta dokument, odpustnica za posvečenje, mogli dati skupaj in se je moralo to lepo ujeti in potem se lahko zgodilo posvečenje. Je recimo znani kardinal, Jan Korec, slovaški kardinal, že pokojni, on je bil posvečen v škofa pri 26 letih. In sicer v enem stanovanju, v enem bloku ga je posvetil en škof s papeževim dovoljenjem tajno in uradno je bil pomivalec okna je pomival po stolpnicah, po noči pa je vodil cerkev oziroma pastoralno delo. Kakšna zgodba. Zdaj bi želja bila, da Vatikan doseže, da na Kitajskem tega na Kitajskem do tega ne bi prihajalo. Da bi šlo se legalno. In zdaj zadnje čase gre stvar kar dobro, včasih sicer malo se zalomi, še vedno, ker tam je ogromno ljudi, ogromne pokrajine, recimo da Kitajska komunistična partija imenuje kakega škofa. Ampak seveda Vatikan gleda na to, da potem to poveljavi, ker če se zgodi imenovanje škofa, gre za izobčenje tistega, ki je bil imenovan za škofa in tistega, ki ga je posvetil v škofa. Gre za schizmo ali za razkol. No in tu to skrbijo nunci, recimo pri nas, da prihaja tukaj do enega reda, do enega soglasja in enega ustaljenih praks. Tako da seveda in nunci seveda obišče tudi, on ima trojno, prvo je torej kristjan, je vernik, potem je duhovni škof in ima torej pastoralno nalogo, da tudi obiskuje ljudi, seveda z vedenjem škofa in tudi na povabilo škofa, da jih tudi nagovori, ima sveto mašo. Potem pa seveda ima to, kar sva rekla zdaj, torej vlogo diplomata v neki državi in pa vlogo seveda tudi koordinatorja v smislu nekih dogodkov. Tako je bil tudi lansko leto imel vlogo koordinatorja za forum v Kopru, za mir na Balkanu, kjer smo recimo lahko Petra Parolina, kardinala, povabili kot prvega gosta preko nuncija. No in to je šlo toliko lažje, ker onda sta bila sošolca na diplomatske akademiji v Rimu. No in naša dva župnika, torej Aljaž Baša gor pri gradu in Juriju na Goričkem in pa Marko Magdič v Turnišču, smo lansko leto spraševali, če bi lahko nunci prišel za veliko mešo. Jaz sem rekel, fajn, jaz sem za, a bom ga vprašal. In sem ga vprašal, pogledal na koledar in rekel takoj. No in se je to zabeležil. Potem pa seveda so stekli pogovori, kako bi naj ta njegov obisk tukaj potekal. Je bil čisto pastoralne narave, nič, bi rekel, te diplomatske. No in so se lepo v Turnišču pripravili, jaz sem ga šel iskati 14. augusta. Sem ga jaz osebno pripeljal sem, bo 8. zvečer smo imeli sveto mašo, s procesijo, nunci je lepo govoril, imel lepo pridigo o vrednosti ženske v svetem pismu oziroma v tem redu odrešenja. No in sva maševala, tako malo slovensko, malo latinsko, sva kombinirala, ampak je lepo šlo, ljudje so bili zadovoljni in tudi potem na koncu svete maše ljudi zelo lepo nagovoril, jim dal nekako vedeti, da so tudi oni tu, čeprav na robu Slovenije, pomembni tako kot ostali v Sloveniji, v Ljubljani. Ljubljana ni nič več vredna kot pa tukaj Pomurje, recimo, in da je vesel, da je našel tukaj tako močno vernost pri ljudeh, močno duhovnost, močno ljubezen do Marije in jih tudi opogumil, naj v tem vztrajajo in naj seveda ohranjajo občestvo znotraj cerkve, prav s pomočjo Marije, ki ima poseben izraz katolištva. Dor Marije časti katoličane. Tako. No, bila je potem procesija z Marijin kipom, potem kratka večerja, tako da so potem 11:30 zvečer prišla v gradu, tam je sprejel potem župnik Aljaž, zvonil z vsemi zvonovi, se rekel, z celo Goričko boš zbudil. Rekel, to se spodobi. Goričko mora vedeti, da je zdaj nunci prišel. Moram pa vedeti, da so bili pa predvsem Goričanci zelo počaščeni. Ni vsak dan. Zelo presenečeni, da prihaja k njim nunci.
No, in zelo so se potem tudi pripravili, recimo potem, ko so tam prenočili, naslednji dan nas je sprejela županja, je prišla v župnišče z grada, ne, z svojim soprogom, torej pa svetovalko, v enem takem prijetnem pogovoru, 3/4-urnem, smo govorili o stanju Goričkega, torej kako gospodarsko stoji Goričko. Se pravi, vsem trivialne zgodbe ga zanimajo. Zanimalo so ga, kaj občina grad pripravlja za naprej, kar se tiče demografije, da bi se zvišala rodnost. Potem, kar se tiče služb, ker je vprašal, zakaj hodijo ljudje v Avstrijo delati, zakaj ne ostajajo doma, kakšne posledice to prinaša za regijo, da prihajajo, ti dnevni migranti na službo. Ja, in v bistvu z doma samo prespijo. Potem, kakšen je kaj proračun občine, je zadovoljiv ali ne. Tako, v bistvu take zadeve, ja, smo govorili. No, potem pa smo šli dol k Sveti Maši, bilo je že veliko ljudi ob cerkvi in se je srečal tam z župnijskim pastoralnim svetom, rokoval in pa seveda tudi z občinskim svetom. Nunci bi se rokoval kar z vsakim vernikom, se je rekel, ekscelenca, gremo naprej, drugače mi naše ne bomo mogli začeti. Ne? No in bila tudi potem lepa Sveta Maša, nekateri gorički duhovniki so se maševali, lepo petje tudi, prav tako v Turnišču je bilo lepo petje. Seveda v obeh primerih vrhunsko okrašena cerkev v Turnišču in v gradu, vse nekako na nijanse vatikanske zastave, bela, rdeča, in je rekel ljudem, da tako lepih cerkva še ni videl. Res lepo, naprimer pri gradu so imeli kar 100 metrov vencev, spletenih. No, potem seveda so tudi ljudje pozdravili nuncija tako v Turnišču, posebej tudi z spominskimi darovi, kako tudi pri gradu, posebej županja pozdravila pri maši nuncija, ker spodobi se, da če nuncij pride v neko župnijo, gotovo ga mora župan povabiti, mislim pozdraviti, ne glede ali je veren a ne, zato ker gre za prvega diplomata v Sloveniji. No in potem seveda po maši, tudi je bila latinsko-slovenska. Jaz sem prebral v obeh primerih Turnišču in gradu njegovo pridigo, ki pa ni bila ista, dve različni pridigi. Tu je nekako tudi razložil, kaj Marija pomeni v našem verovanju, v odnosu do svojega sina, tudi zaradi mnogih bratov luteranov, ki so bili pri maši navzoči pri gradu. No, potem seveda smo imeli duhovniki skupaj kosilom, ki ga je pripravil skupaj z svojimi domačimi, gospod župnik Aljaž. Po kosilu ob 3 so pošla pa potem še pogledati si grad. In tam nas je tudi lepo vodstvo 3 gospa sprejelo, 1:15 v angleščini so se pogovarjali vse, kako in kaj stoji grad, kakšni so načrti, kakšni so vsebine, programi, ki jih nudijo. Seveda bila je tudi dobra kulinarična postrežba pri gradu, smo prav značilnosti Goričkega, dobre posolanke, pa kifleki, tako so se vse svetili, tako so bili lepo spečeni. Kakor seveda je bila tudi odlična postrežba pri župnišču. No in župnišču je bilo zanimivo, da so duhovniki bili zelo zgovorni, vse sorte so spraševali nuncija. Se da sprostiti v njem? Zelo. No, jaz sem vse to prevajal, sem rekel, gospodje, zdaj malo nehajte, jaz še moram malo jesti, ker vse bi radi zvedeli od nuncija. Tudi take, rekel, mednarodne stvari, tudi teološke in podobno. No, za tega nuncija, je značilno, da govori 9 jezikov. Torej, nunciji morajo obvladati jezike zaradi svoje službe. Seveda za slovenščino pa pravi, da je zelo težek jezik, zaradi njegove gramatične strukture, duoina in sklanjatve in tako naprej, členov nima. Pravi, da je težje kot latinščina. Ampak dobro, neke stvari lahko prebere mirno, da lahko se razumejo. No, potem se ga pa po obisku gradu odpeljal nazaj v Ljubljano. So bila že ob 6 tam, ko sem se vračal, je pol 8, bil sem malo pred Mariborom, rekel, ste še na cesti, pa vsem tem naporu sem še. Sem rekel, ja, joj pravi, povejte, jaz sem tako poln vtisov,
da je moje srce prav gori od tega, da so ljudje s tako močno vero, s takim gostoljubljem, živijo v tej vaši škofiji, so lahko srečni. In vse pozdravite, vse duhovnike, predvsem župnika v Turnišču in pri gradu, in se vam res zahvaljujem, da ste s svojimi ljudmi vse to pripravili, ne toliko zame kot v Mariji čast in v pastoralno duhovno korist ljudi, ki so priromali k Mariji. Ne. Tudi ga je zelo nagovoril, ko so se iz Turnišča peljala zvečer gradu, so srečala romarske skupine, ki so že peš v Turnišče. Iz določenih župnij je potem to blagoslovil. Tam recimo so šli glih iz Štrencovec, skupina ena, potem mislim, Zodranec, in so šle te skupine. Lepo na ključe, se pravi, z prve roke lahko zanikate to. Sej namen te vdaje ni, da se spuščamo v neka natolcevanja medijev, ampak bilo je zaznati, ker se je ravno dotikalo tudi gospoda Nuncija, da bi naj nek odnos bil do Slovencev, ki ni najbolj zgledan, oziroma da je tudi na tem, da bi odšel iz Slovenije. Ni bilo niti malo zaznati pri njem teh nekih, kako bi rekel, želja, da se mu mudi iz Slovenije. Ne, sploh ne. Glejte, za tega Nunca je značilno, da zelo dobro pozna Slovenijo, tudi vse tokove v Sloveniji, tiste nad površjem, tiste pod površjem. Ne. Pravijo, da preden je prišel v Slovenijo, si je zelo dobro preštudiral dokumente v Sloveniji, cerkvi na Slovenskem, že po vatikanskih dikasterijih, da je točno vedel, kam prihaja. Mene je zelo presenetilo, kako on recimo Prekmurje pozna. On recimo zelo dobro ve, da so tam pri Kotu dol, v Lendavi, tam naprej, recimo preseljenci iz Primorske. Prve svetovne vojne. To mi je vse začel razlagati. Ne. To je naštudiral? Naštudiram, pa znanje začel, da ima zelo širok razpon pregleda znanja, ne samo cerkvenega, ampak tudi družbeno-političnega, in da vidi znotraj tega zelo hitro, kaj nekaj dobro, pa kaj nekaj ni dobro. In seveda on je tukaj zato, da bi bilo njegovo delovanje v korist tako cerkve na Slovenskem, kot tudi ostalih ljudi. Zanje je zelo značilno, da ima zelo dobre odnose recimo z našimi voditelji države. To so diplomatski odnosi, ne? On se ne bo tu vtikal v neke reči, ki bi rekel... Že po svoji dolžnosti jih mora imeti. Tako, ki mu ne pritičajo. Potem pa seveda vsemi tem ambasadorji, tako da je zelo dobro sprejet. In ima tudi zelo dobre povezave, je prijateljski odnosi tudi s papežem Frančiškom. Se večkrat slišite kar po telefonu, direktno ga pokliče. Tudi papež Frančišek je izrecno želel, da on postane škof, to je šlo na njegovo osebno željo. Je pa seveda ta Nuncij doma, z ene aristokratske starodavne družine z Alzacije, ki je stara 600 let. To so bili, nobilis, torej plemiči, meščanski plemiči, ki so imeli ogromno nepremičnin, stavb in tudi vpliva. Recimo v njihovi družini se je zadržal Erasem Rotterdamski, znani humanist. Potem njegovi pradedi so, njegov praded, praded, je imel vlogo kot pri nas Primož Trubar. Torej bil je velik ljubitelj knjig, jih tudi naročeval oziroma dal izdelati. Vemo, da je na knjige bila takrat celo premoženje. Recimo za Dalmatinovo Biblijo, da si jo kupil, si par volov, pa domačijo si moral prodati. In je tudi te knjige omogočal, recimo, te knjige delil, mislim, da so prišle do bralcev, do ljudi. Zato so imeli tudi zelo obširno knjižnico. No, ena od njegovih prednic se je odločila za luteranstvo in je podpirala zelo razširitev evangeličanske vere. Tako da ima on te preglede znotraj svoje rodbine, tako kar se tiče teh verskih tokov, pa delitev, reformacije in tudi družbenih dogajanj zelo, pod palcem. No, in on si tudi sam zelo prizadeva za veliko, sodelovanje med verami tukaj v Sloveniji, zlasti med katoličani, pravoslavni, evangeličani. In zelo ceni recimo tudi soboškega evangeličanskega škofa Leona Novaka.
Je bil že tudi na obisku v njegovi družini, na kavi sva bila, pa enkrat bo še zopet morala iti tja. Ja, zelo ga cenim. No, potem seveda tudi spodbuja ta dialog z muslimani, ta medverski dialog, ne samo znotraj cerkva, ampak tudi znotraj abrahamskih religij, kakor tudi z Judi. Zato mu je vse zelo blizu, karkoli se dogaja v smislu prav tega dialoga in tudi sodelovanja. No, in lanski forum, ki sem ga imeli, mu je bil tukaj zelo drag. In zdaj za leto 2025 že se pripravlja naslednji forum, ne? In temu forumu smo dali naslov Skupne vrednote življenja za mir. Tu bomo poskušali spostaviti ene stvari, ki so nam skupne, kar se tiče etike v življenju v korist miru. Tako da tam je zapisano, kot ste rekli, da nima rad Slovencev. Ima zelo rad Slovence in za Slovence zelo rad trpi. Problem je pri nas Slovencih, da mi nimamo radi večkrat tistih, ki nam hočejo dobro in ki delajo za naše dobro. To nam je zgleda vcepljeno v gene. In to... Kritiko težko prenašamo, ali pa... pa malo bolj jasno tako, če nas kdo pokara. On pa je, seveda, pri njem bi lahko rekel, da je Izraelec, katerem ni zvijačen, on pove direktno. Tudi zna reči stvari, ki včasih mogoče padejo težko, ampak je vedno pove v službi resnice in pravičnosti in poštenja. Moramo reči, da za njega je najhujša zadeva denar. Če neko preko vidi, da živi zaradi denarja, da misli vse skozi denar, da se odloča zaradi denarja, potem je tam pa težko. In dejansko hoče tudi njegova naloga je, da bi nekako tudi ekonomsko, želja tudi gospodarsko uravnotežil vse slovenske škofije, ker vemo, da tukaj ene škofije so močnejše glede tega, druge pa zelo slabo stojijo. Se pravi, težko ga karkoli preseneti, on razume, verjetno nek položaj konkretne škofije in vernikov v tej škofiji, materialno stanje, demografsko stanje celo, do tega na nivoju metropolije, odnosov med škofijami, politično ozadje, neverjetno, kakšen spekter interesnih sfer mora pokrivati oziroma biti vešč, da se znajde, da jih razume, da jih pravilno ovrednoti, vendar ne nazadnje to so sposobnosti teh izjemnih diplomatov in na nek način zdaj razumem, da smo po svoje imeli Slovenci srečo, da smo dobili nekoga, ki je po eni strani tako osebno družinsko zgodovino bogato ima, po drugi strani ima darove govorjenja jezikov, da je še vedno skromen, da ima tudi odločno besedo. Tako da upajmo, da bo ostal tudi še in sodeloval naprej. Nikoli ne veš, ampak... Torej, nunci nimajo neke dobe, ki je razen, če je to že v dekretu napisano od papeža, ampak pač neko obdobje je tu in bo kdaj, da bi še bil. Bog mu daj zdravje, moči in volje, da bi vztrajal, ker včasih je v Sloveniji tako, da... Te izčrpa malo vse skupaj. Te izčrpa vse skupaj, Tudi znamo biti včasih zelo hvaležni, znamo biti zelo solidarni, ko gre za kakšne nabiralne akcije, hvala Bogu, za kakšne zbiranje sredstev, takrat neverjetno stopimo skupaj, po drugi strani pa zelo hitro tudi smo užaljeni ali pa kar naskočimo. Vse zablokira potem. Prav blokiramo. Na to bom poskušal navezati, nekoliko greva v nove, drugačne vode, ampak je tudi vendarle povezano s tem, kar ste omenili, so to slavje okrog velike maše. Vendarle je tudi sam gospod Nunci zaznal to vero pri obeh velikih mašah. En dan prej je bil, 14. je bil v Turnišču, potem 15. na Gradu. In tu vernost, ali zdaj romaš, se pravi, izkazuješ na nek način skozi neko spokornost, skromnost, žrtev, potem ali primerno tudi označiš, samo slavje z temi, kot ste rekli, špalirjem rož, ali nekakorkoli, hočem poudariti oziroma vas vprašati za to razmerje med iskreno srčno vernostjo, za kateri je zadosta skromnost, in temi eksternalijami, temi zunanjimi izrazi naše vernosti, do katerih pa imamo včasih ta ambivalenten dvojni odnos. Namreč, jaz sem se malce zdrznil pri eni od zadnjih maš, ker sem zaslišal Pridigarja, da je rekel, da je popolnoma brez veze, dobesedno,
ali prejemamo Evharistijo, torej obhajilo kleče, stoje, na jezik, na roke. In takrat sem rekel, ne, čist vseeno pa to ni z mojega stališča. In tu bi vas dejansko, ker gre za enega od vaših duhovnikov, vaše stališče oziroma kako to prav razmejiti, ne? Kdaj je to uravnotežje med obema pravo? Glejte, tukaj se mi zdi, da včasih mogoče preveč mislimo, da smo avtorji liturgije ljudje, ampak avtor liturgije je Bog. Mi samo vstopamo v liturgijo in obhajamo. To že uči papež Benedikt XVI. No in zato seveda liturgija je vedno izrazje Božjega veličastva. Zdaj, seveda, Božje veličastvo, ne, je nedomljivo, je čudovito, ko beremo naprimer nekatere proroške knjige, recimo Izaija, Daniel ali potem Razodetje v Novi zavezi, ne, se govori o Božjem veličastvu kot nečesem v zelo, zelo velikem, sjajnem, ki ima samo odsev lahko v nekih smaragdnih ploščah pod vznožjem vsemogočnega. Potem recimo Mojzesova knjiga, ne, tam pravi, da so on in 70 mož videli Izraelovega Boga in so jedli potem in pili. Potem, ko je Mojzes dobil torej 10 božjih zapovedi. In videli so tega Izraelovega Boga v cevu, v podobi, ker nihče ne more videti Boga iz obličja do obličja, ne da bi umrl. Zato sam Bog to pove, da se ne da ga videti brez prehoda smrti k njemu. No in z druge strani pa seveda to veličastje Boga se utelesi v enem dojenčku tam v betlehemski štalici, ne, v vsej mizeriji, ne v Rimu, ne v Jeruzalemu, ne v templju, ampak med torej ovcami oziroma govedom, osličkom in pa kravico. Tako da to veličastje Boga in ta skromnost Boga seveda je vedno tudi v liturgiji na nek način prisotno, koliko lahko pač mi ljudje to z svojo, rekel, omejeno pametjo, pa mnogokrat tudi vero do tega pristopamo in to tudi razumemo. Namreč cerkev se je vedno trudila in se še, da recimo liturgijo vedno obhaja slovesno. In sicer ne samo v kretnjah, v besedah, v dejanjih, ampak tudi v zunanjih izrazih, kot so recimo liturgična oblačila ali mašne oblačila, kot temu pravim po domače, ali ne nazadnje potem tudi, bi rekli, svetoposodje, recimo patena, kelihi, ciboriji, monštrance, ne, ki so do zdaj vedno bile zlate, ne zato, ker so bile samo lepe, ampak tudi zato, ker zlato je obstojno. Ne. Recimo ta prsta, ne, moj, je srebrn. Je pa z rahlim zlatom bil povlečen, ampak je že nazaj srebrn. Srebro tolče ven, ne. In torej srebro nima tiste obstojnosti in vrednosti, in kot recimo zlato tudi zaradi tega, ker recimo zlato lepo drži tudi kislino, ki jo povzroča nalito vino v keli, ki potem pri maši med spremenjenjem postane Jezusova kri. Ampak kislina kot akcedenca oziroma predlika ostane, ne. No in zato seveda se kelihi lahko hitro zrabijo. Prav tako tudi svete hostje zaradi naših, rekel, teh paten, ki so včasih lahko zelo načete zaradi naših rok in podobno, ne. Nekateri seveda v misijonskih državah se zatekajo k lesu, a vendar les v tem ni obstojen, absorbira recimo tekočino in potem vseeno morajo prevleči z neko obstojno kovino, največkrat smo zopet pri zlatu, ne. No, tako da tu, in potem imamo tu slovesne kadilnice, kadila, recimo zdaj imamo nekako trend, da imamo zelo dišeča kadila, ne. Kaj pomeni kadilo pri sveti maši? Ja, kadilo pomeni že v svetem pismu, dvigajo se naše molitve pred tvoje obličje kot kadilo. Prošnje in želje, tako. Ne? In kadilo torej pomeni to našo molitev, ki se preko simbola dima
dviga pred Boga in seveda mora biti tudi zelo dišeče. Včasih so sicer rekli, da je kadilo tudi zato, da nekako prežene tisti znoj in smrad, ki so ga v cerkev prinašali ljudje, zlasti romarji, in da je bilo bolj to vzdržno vse skupaj, je bilo za to potrebno kadilo, čeprav so se najbrž tudi že takrat cerkve kaj dale preluftati ali prezračiči, čeprav vemo, da pri gotskih je to zelo težko šlo, ne, ker imajo samo par vrat, pa zelo visoke, rekel, oboke. Ne. No in tako, naprimer, katoliška cerkev še vedno da na tem velik poudarek, čeprav seveda nekako trend zadnje čase tudi papeža Frančiška je, da ne bi tukaj tolklo ven recimo bogatstvo, ampak vseeno lepota. Ne. Janez Zlatoisti je tukaj bil zelo škof iz 4. stoletja, ne, zelo znan krizostom mu pravijo po grško, ne, Zlatoisti, v tem, da je rekel takole: ni prav, da se kitite z srebrom in zlatom na oltarji, da imate bogate prtove, zraven nekaj metrov stran pa reveži tako rekoč umirajo od lakote. To pomeni, da so reveži več kot zlati in okrašeni oltarji in prtovi in ne vem kaj še vse, od liturgije, kot pa recimo sama liturgija ni več vredna, mislim, ukrasje ni več vredno kot reveži. Ne. Tu je Janez Zlatoisti hotel držati že nekakšno ravnovesje in škofje so bili vedno pozorni na to, zlasti v prvih stoletjih, da so bili liturgija veličastna, lepa, okrašena, z vsem izrazi, krati pa, da cerkev ni pozabljena na reveže. Ne. No in namreč po drugem Vatikanskem koncilu se je pa zlasti pod vplivom nemške cerkve, ki je bila pa zelo takrat že pod udarom ali pa nekako pod evangeličanskim vplivom liturgije, da so se ta zunanja izrazja ali okrasja nekako zrečila in so takrat duhovniki kar precej začeli klestiti svoje zakristije, zamenjevati tudi mašne plašče, albe in podobno in noter dajati recimo ameriške plašče, gotske, narejene po tovarnah, še zdaj jih imamo recimo, ponekod vidim, ko pridem maševat za ameriško firmo gor, tekstilno. Ne. Brokat je pa šel ven. Ne. In seveda brokat zdaj nekako ti mlajši duhovniki zopet iščejo po raznih podstrešjih in kleteh in ga poskušajo obnavljati in rešiti, kar se reši da. Namreč gre za več stilov mašnih plaščev, imamo tukaj renesančne plašče, ki so zelo podobni nekim slinčkom, kot se reče, čez kolena, ne, v taki obliki, ne, spredaj in zadaj. Ne. No, mušketirje, recimo, se lažje predstavljamo kot mušketirje v 17. stoletju plašč. No, potem imamo pa baročne plašče, ki so pa isto, ampak kot violinski, ne, nekako izrezani tukaj. Ne. Jaz ga ne bi mogel nositi, ker bi bil čuden noter, razen če bi bil ne vem kako velik, sem preobilen za tak plašč. No, potem pa pridejo pa gotski plašči, ki pa seveda jih imajo kot pelerine, recimo zelo moderno je to pri ženskah, ne, vendar od spredaj in zadaj nekako skoraj nekje včasih do golenic oziroma do gležnj. Čeprav so bili v neki obliki ti gotski plašči že prvotni tam v 10. 9. stoletju, v času Cirila pa Metoda, zato smo tudi naš kip poskušali malo tukaj v Soboti v tem stilu narediti. In sicer, da je bil prednji del plašča krajši, zadnji pa daljši. Ne. No in ta oblika plašča se je danes ohranila še pri pravoslavni cerkvi. Imajo duhovniki v tej obliki plašč, dočim škofje, pa ne, škofje pa imajo v bistvu tunike v obliki diakonskih oblačil. To so pa prva stopnja duhovnikov, ki nima plašča, to so, bi rekel, torej niso duhovniki, prva stopnja duhovništva, tako da se popravim. Imajo pa dalmatiko, to pomeni tuniko, ki je speta tukaj in tukaj, ne, je nekako kot, bi rekel,
Ja, mongolski plašč, recimo, ne? Mongoli so imeli takšne, recimo, pa Eskimi imajo podobne kroje, ne? Je pa gre za službo služabništva. No in seveda ti plašči so bili vedno nekako v brokatih narejeni, to se pravi najboljši od najboljšega. Celo Janez Vianney, ki je bil znan po svoji silni spokornosti, ne? Župnik iz Arsa, danes zavetnik župnikov in je svetnik, znam potem, da si je kuhal krompir, ki ga je jedel ves teden, ampak pri plaščih pa ni šparal. Ne. Tu pa je v krajino krofico dobesedno spucal denarja, da sta šla kupovati najboljše od najboljšega, pa je potem, kad se malo razjezila, pa je rekel, draga gospa, za Boga nikdar ni dovolj. Ne. No, če pa gremo v pravoslavje, je pa tam seveda to iz zunanje izrazja še veliko večje kot katoliški cerkvi. Če gremo recimo mi gledati te liturgične obleke pri pravoslavnih duhovnikih in škofih in diakonih, je to nekaj tako čudovitega, seveda to je noter ne vem koliko zlatih srebrnih nitk, seveda tudi raznih oblik in krojev, mislim krojev ne toliko, pa bolj oblik, vključno z njihovimi kronami, ki oni pravijo, mitrami, ki so drugačne, ne? Naše so špičaste narave, njihove so okrogle kot krone. No in zdaj recimo Srbi naročujejo vse te zadeve pri neki kitajski firmi, na Kitajskem to delajo, zato ker so sorazmerno poceni, pa hkrati zelo, zelo kvalitetni. Ker če bi to, ki je tu pri nas delali, srpska cerkev ne bi imela toliko denarja, da bi lahko to vse pokrila za stroške vsega tega izrazja. Torej, hočem reči, ljudje kot ne samo simbolno, ampak tudi liturgična bitja, pa ne govorim samo tu zdaj za krščanske cerkve, katoliško in pravoslavno. Liturgijo imajo tudi druga verstva, ne krščanska. Rabimo zunanjo izrazje v svoje molitve, v svojem bogočastju, zato da lažje, seveda, tega Bog ne rabi, rabimo pa mi, da lažje doživljamo to Božje veličastvo. Hkrati pa seveda tudi Bogu mi izražamo s tem spoštovanje do njegovega veličastja, da tudi ne prihajamo kakršnokoli v cerkev. Saj ne gre samo za obleko duhovnika, gre za obleko vsakega prišleka ali udeleženca k temu bogoslužju. Včasih smo rekli tamašni gvant. Ja. Ne, danes več tega nimamo. Ne. Danes recimo pridejo ministranti ministrirati v supergah, v kavbojkah, tudi ne nazadnje njihovi starši. Vidim, ko pridejo k maši ali pa celo, ko berejo berila, so oblečeni, tako bi rekel, zelo nekmašnih oblačilih. Ne. Potem recimo ženske včasih, bi rekel, zelo neprimerno oblečene z naramnicami, razgaljen hrbet in s prsi in tako. In pridejo včasih. Tako da nekateri duhovniki zaradi tega si ne upajo recimo prevzeti rekel, sodelavcev pri bogoslužju. Recimo bralcev berila, hkrati tudi izrednih delilcev svetega obhila. Ker ljudi pa težko prepričaš, kako se naj danes oblačijo, ne? Ker tukaj, kar se tiče oblačanja, ljudje vidijo nekako svojo zadnjo inštanco svobode. Kakšen sem, tak se bom jaz naredil, to je moja pravica in konc, tu nima nišče ni govoril. Nima kaj župnik niti za reč, ne. Smo že razmišljali, da bi recimo za te sodelavci pri bogoslužju tudi uvedli kodeks oblačenja? Ja, ne, niti ne, ampak liturgično oblačilo. Aha, da bi jim recimo albo, nekako po Ameriki in drugih državah to imajo. Pri nas se še zaenkrat za to nismo odločili, bomo videli, kako bo šlo naprej. Ne morem še nič reči glede tega. No in seveda tudi sveta maša seveda je drugačne obhajanja med tednom kot v nedeljo. Mora biti razlika. Veste, ne more biti vrhunsko ali polno izrazje prisotno ali pa podano ljudem med tednom kot pri nedeljo. In to seveda je vsa liturgija nekako tudi na to naravnana. Mi imamo recimo tudi brevir, molitev brevirja, duhovniki na to tako urejeno, da imamo psalme za med tednom, psalme za ob nedelja, psalme posebne za postni čas, posebne psalme za adventni čas. In seveda vse to nas potem tudi, bi rekel, razpoloži za našo. Ne? No in seveda zdaj tukaj, kar se tiče odnosov do najsvetejšega, jaz pravim, moje načelo je to, največji je prvi dejavnik oziroma sodnik v odnosu do Boga je moje srce. S kakšnim srcem jaz prihajam do Boga.
s čistim ali nečistim srcem. Oziroma srcem, ki ljubi, srcem, ki hrepeni, srcem, ki si želi Božje prisotnosti, ali pa samo nekaj, kar je navada oziroma kar spada k sveti maši. Vemo, da recimo imamo danes posameznike, ki rečejo, jaz grem v svetem opilu, saj sem mašo plačal. Zbi pri spovedi, ne, saj ne hodim k spovedi. Živiš poročeno? Ne živim poročeno. Izven zakonske skupnosti, samo mašo sem plačal, k opilu bom pa šel. Glede, to se mi zdi v odnosu do moje vesti in do vzgoje do moje vesti silno neodgovorno, da ne rečem celo patološko ali bolno. Jaz moram imeti toliko poštenosti, da do Boga si ne bom dovolil vsega, kar si mogoče lahko upam dovoliti do svojega. Mi moramo do Boga drugače funkcionirati, kot pa funkcioniramo do svojega direktorja, do svojih podjetij, do svojih takšnih in drugačnih pogodb. Bog je da stvarnik, je stvarnik našega srca in ne samo to, živi, ima prestol v tem srcu postavljen. Torej, kakšno je naše srce? Sveda, zdaj, ali se bom obhajal na jezik ali roko, to tudi za me osebno ni problem. Za nekatere je, tudi za nekatere škofe, za mene osebno ne. Zato, ker oba dela sta sveta. Jaz pravim, pri zadnji večerji so se najbrž apostoli obhajali na roko, niso bili obhajani na jezik, ampak so jim je Jezus raztrgal kruh svojega telesa in dal jesti. Isto tako je ponudil tisto kupo svoje krvi, da je šla iz ust do ust, da so jo spili. Sveda, gledajte, zdaj tako ne, jezik je vedno jezik, je najbolj varen. Bi rekel, roke pa ne. Namreč so včasih umazane. Vidim, včasih ljudje ne znajo se na roko obhajati, ki mi kar tako roko držijo, pa da jih moram hostijo potem vmes dati. Pa jaz ne moram tam poučevati, poslušajte, levo roko imejte podprto z desno, da boste potem sveto hostijo vzeli in se obhajali. Potem včasih tako podržijo roko, hostije pade dol, ne. Včasih tako je težko obhajati. Bi rekel, kar malo ljudi pravilno nastavi roko za obhajanje. Potem seveda kleče, za mene to zelo lepo. Če nekdo kleče, če nekdo stoji v redu, ne delam tu nobenih težav, nobenih razlik, kakšni duhovniki se jezijo, češ da nekdo poklekne, s tem kleče palazi in podobno. Lahko nekdo kleče plazi, lahko nekdo, ki stoji, tudi kleče plazi, s tem, da je stoje. Razumete, ne vem, kako bi mogoče to bolj nazorno povedal, lahko nekdo pride tako rekoč kopila tudi z roko v žepu, pa glih roke dali žepa, preden se obhaja, ne. Tako da cerkev je sicer predpisala, da naj sedaj se stoje obhajamo oziroma z roko, ampak vidim, da duhovniki recimo pri prvem svetu obhajilu svoje otroke, mislim, veroučence, navajajo kar na jezik, kar nima nič proti, ne? Ker vidim pri teh majhnih otrocih, tako lepo pridejo z rokico skupaj in jezik dajo na zveni, da lahko hostijo gor položiš. Včasih pa seveda se tudi zgodi, da ti nekdo večkrat roko poliže z jezikom, ne? In potem s tako roko obhajaš druge. Je malo vprašanje higijene. Tako da moram pa reči nekaj, ne? Tudi sama drža pri maši, kako sedimo, kako stojimo, je zelo pomembna, kajti drža nam pomaga k zbranosti in k molitvi. Jaz gotovo ne morem moliti pri maši, če pri maši imam roke, noge vržene čez koleno. Vidim, da to nekatere imajo celo mašniki pri somaševanju. Sem videl to nekje, že celo v tujini enega škofa, da je tako bil. Ne more. Torej, naša drža mora biti takšna, da je telo sproščeno, da lahko diha, da pljuča niso zablokirana in hkrati tudi, da telo lahko se skoncentrira na samo dogajanje, da ni raztreseno. Recimo, če jaz imam roke nekje, ki me vržene nazaj na klop, ne? Sem že takoj v akciji za spanje in za dremanje. Potem, da ne bi dremal, potem gledati začnem okrog, kdo je prišel v cerkev, ne? In potem začnem pasti oči po ljudeh. Če pa recimo sedim v tem položaju, ne, ta položaj je nekako najbolj primeren za koncentracijo,
za meditacijo, za molitev. Hrbet mora biti raven, torej ne poševno, ne naprej, ampak ravno, da lahko diham. Potem roke so ponovadi sklenjene, nekateri pravijo zakaj? Zato, ker je sklenjen ves krvotok. In da čutim toplino svojega telesa preko rok in s tem seveda lahko tudi doživljam toplino svojega srca in pa seveda toplino Boga v meni. Ni pa nujno. Recimo vidim pri pravoslavnih cerkvah, škofje imajo roke pa duhovniki dol ob sebi, ob telesu. Da so bolj, rekel, stabilni, ker tam večinoma stojijo. In morajo imeti držo, da se ne premakne sem in tja. In mora nekako nima, jaz na primer rad se naslonim na oltar nekoliko. Zakaj? Da imam stabilnost pred seboj. Zdaj ste ker kolena imam bolj znucana in že tudi sem imel poškodovano levo. In zato mi nekako to paše, da se nekako bolj stabilno govorim, bolj stabilno nastopam, tudi če sem na ambonu oziroma tistem pridigarskem pultu, kako temu rečem, se tudi rad primem. Ne? Tako da pri liturgiji je sicer kar nekaj predpisov, vendar vidim, da mora biti nekaj svobode, da lahko saj dihaš, da si sproščen. Ker če z tega nimaš, potem te hitro lahko padeš. Ja. Zmanjka zraka, kar se lahko zgodi v cerkvi večkrat, ne? Zaradi ni. Ampak sama izjemnost dogodka tudi zahteva neko izjemno obnašanje, držo. To sva zdaj le govorila. Takrat, ko smo se tudi o tem pogovarjali v neki drugi družbi, naprimer, da je Jezus pri zadnji večeri seveda dal v roke kruh, ena od v bistvu razlag je, da so seveda predhodno šli v obredno očiščenje, da nisi prejel kar s temi rokami, ampak pashalna daritev je zahtevala uvodoma tudi pranje rok, kar še zdaj tudi mašnik dela na začetku daritve, si še simbolno umije. Torej v tem primeru bi tudi jaz rekel, da se lahko da v roke, če bi vsak od teh, ki bo prejel v roke, tudi upravil, ne vem, to umivanje. Po drugi strani, ne vem, to, kar je bilo rečeno, tudi ta pridigar je rekel, važno je tvoje srce, tvoje srce, tvoje srce, ni važno toliko zunanjost. Jaz sem o tem razmišljal, seveda na začetku so cerkve bile lesene, blatne, skromne, izbice, ni bilo nikjer, ne vem, fresk, vitražev, ne vem, kipov in seveda je bilo takrat polno srce tisto, ki je napolnjevalo z vso to svetostjo tisti prostor Euharistije. Vendar, ko je srce polno, želi na nek način izraziti tudi to na zunanji način in ko je bila priložnost, so seveda dodajali tudi kipe, vitraže, gotske oboke, baročne, torej je polno srce se želelo izraziti in so tudi te eksternalije zunanjosti bile potem tudi primerno temu polnemu srcu na tej izrazni ravni, preko zlata, preko kipov. Potem pa, če je pa zato srce se začelo usihati, eksternalije so postajale na istem nivoju, pa eksternalije ne morejo zapolniti praznega srca. Torej, jaz si tako razumem, da če je polno srce, potem tudi eksternalije imajo svoje mesto in lahko nekdo je hinavec, licemerec se tam izpostavlja, ja, gledajte, jaz klečim, po drugi strani pa nekdo ima polno srce in želi s pietetnim odnosom kleče ali na jezik to tudi bolje podoživeti, ne samo, da bo v drugim vzgled, da bi jih druge poučeval, ampak to nekako, ne vem, bolj ustreza njegovemu čutenju. To kot škof jaz upoštevam. Ja. Jaz tu sem že večkrat dejal, da jaz nima nobenih težav v zvezi s tem. No, to se zelo strinjam. Ker vidim, to pač rečem, to je pač njegova osebna drža, njegova osebna želja, oziroma ne samo želja, ampak njegovo izrazje v odnosu do Boga in to upošteva. Ker zakaj bi to človek, mislim, prekaljal? Zdaj, kar se tiče eksternali, to, ko ste rekli malo prej, ja, eksternali ostanejo, srce pa se prazne. In kaj ostane v tem samo v odnosu dveh eksternali, kar je pa zdaj zelo pogosto v našem slovenskem prostoru? Ja, da v tem vidimo samo še kulturni, ne pa verski prostor. Ja, tako. In forma... Tu se bojim recimo za Plečnika pri nas, v Bogojini, za Martjance, kamor hodimo gledati freske, čudovito arhitekturo, srečamo pa tu notre Boga. Forma je izgubila vsebino, forma mora vedno biti povezana s vsebino in tudi obratno, bom rekel. Nazadnje, vi ste imeli v Stari zavezi, ti veliki duhovniki so imeli tisti
opasnik, ne, ki je bil iz dragih kamnov, 12 12 Izraelovih rodov, 12 različnih kamnov, ampak to se prenese tudi na Novo zavezo, tam mislim, da se vidi v Novi Jeruzalem, ki so upisane čudoviti, zopet opali, ne vem kaj vse, rubini, ne, dragi kamni, vendarle veličastvu Boga pristoji, veličastvu izrazja. Če je srce polno. No, danes je 8. september, ne? Ja, Ko je ta oddaja, dopoldne sem posvetil na Rakovniku novi oltar v Cerkvi Marije Pomočnice. Ne? Ja. In večer sem prinesel olje, s katerim sem mazilil ta oltar, ne? V kravjem rogu. Okay. Rog, ne? Ampak lepo okrašen z zamaškom posebnim in pa z oljčnimi vejicami, vse iz medenine, z lepim podstavkom. Rok mi je dal markovski župnik Dejan Horvat, on ima to precej tega in je doma iz Madžarske. Ne? No in rok je posoda v Stare zavezi, v kateri so preroki nosili olje za maziljenje kraljev. In pred leti, ko smo bili duhovniki na obisku v Esztergomu na Madžarskem, smo si ogledali to čudovito zakladnico Madžarske cerkve v Esztergomu, to vsakemu priporočam, ko gre tja. Ja, sem imel srečo to videti, impresivno je, mila beseda. Ja, no in so razstavili rogove, kravje oblečene v usnje, prav stoletja, 300-400 let stare rogove, v kateri so škofje imeli svete olje za maziljenje cerkva oziroma oltarjev, pa tudi duhovnikov. Ne? In sem rekel, jaz bom prinesel to na oltar, ki bo brez prta, ne, na začetku pred maziljenjem, in postavil na oltar, da ljudje vidijo tudi to, rekel, prav staro posodijo za maziljenje oltarja. Recimo zadeva, ki v današnji moderni ali pa postmoderni čas nikako ne spada, ampak je pa prav stara eksternalija, ki pa ima svoje veliko sporočilo, kako se prenaša sveto olje iz roda v rod in se mazilijo kralji. Samuel je mazilil z roga in Davida in ga zlil olje na njegovo glavo in ga mazilil za kralja. In zakaj ta kontinuiteta, ki ne bi šla naprej? Nič ne jemlje? Ja, tu smo pa to, smo različni ljudje, različne okuse, različne čute, različna tudi gledanja in niso si za to obliko. Ampak jaz, ki sem, bom pa to obliko peljal naprej. Ne, razumem, da se mora prilagajati, ne, tudi hermeneutika kontinuitete, o kateri je Ratzinger govoril, se spreminja seveda, ampak da še vedno ostane prostor za to, da to ni prepovedano, da to ni nujno, da zgine, ker ne da zadnje to povezavo, ko ste rekli, ta rok, ta krasna posvetitev oltarja, ne, ker lex orandi, lex credendi, lex vivendi, ne, to je ta stara povezava, zakon, pravilo, kako moliš, je povezano s pravilom tudi, kako verjameš, to pa tudi določa zakon, kako živiš. To je skoraj neločljivo povezano. In naj bi ostalo v cerkvi, hvala Bogu, ne, to zdaj, če prav razumem, v vaši cerkvi ne boste to, kar lahko vidimo tudi, ki je na YouTubeu, da je enostavno, če nekdo pokleknil, pa se želi obhajati na jezik, da je bil odslovljen. Ali pa imate celo, da ga je mašnik dražil in mu je hostjo držal nad glavo, da je se potem stegoval za hostjo. To se ne sme dogajati. No, celo to. Glejte, hostja najsvetejše ne sme biti predmet provokacij. Ja, pa neke vojne med tradicionalisti, konzervativni. To se, če se menimo, kje drugje, če treba se tudi skregamo, kje drugje. Ja. Ampak, ko pa pride do samega dogajanja Euharistije, tam pa se... Kaj je primarno, kaj je ta vrhovna prioriteta? In ste rekli, to je v bistvu Bog je predmet, njegova svetost to je njegov. In naša prva naloga v odnosu do Boga je češčenje. Tako. Češčenje. Gospod Škof, toliko je teh mejnih vprašanj in mislim, da je ta naša oddaja ravno najbolj primerna ravno zaradi tega, ker si upamo torej tudi izpostaviti ravno to.
te različne poglede, ta moderni svet, ki je prežet po eni strani z celo krščanski svet, z izredno bogato tradicijo, sooča se pa vedno z nekimi novimi izzivami, okoliščinami, na katere pa treba tudi odgovoriti, ne, torej na izzive časa. In zato še enkrat veliki Bog plati hvala, ne, za vašo pripravljenost oziroma za jasno besedo. Vedno znova dobim, če kaj dobim od gledalcev, poslušalcev, potem povratno informacijo, da vas je lepo poslušati, da imate jasno odločno besedo oziroma da se sliši, da se ne sprenevedate, ne, da dejansko posredujete svoje učenje. In zato mogoče za današnjo oddajo bodi dovolj. Lahko pa tudi poveva, recimo, morda želite, kaj bi bila tema naslednje oddaje, da se že tudi sam začnem na njo pripravljati, pa deloma gledalci. No, v oktobru bo seveda v središču naše škofije Klekl, Jožef Klekl starejši, duhovnik, narodni buditelj. In seveda lahko samo povabim vse k velikim dogodkom, in sicer 12. 13. oktobra. 12. bo prenos njegovih posmrtnih ostankov iz Sobote v Črenšovce, začne se ob 10. v Soboški stolnici z vojaškimi častmi. To je prvi primer v Sloveniji, precedens, bi rekli, ustvarjamo, ko bo en duhovnik z vojaškimi častmi prenesen iz ene stolnice v župnijsko cerkev, seveda ob sodelovanju policije in policijskih motorjev, gasilskih avtomobilov in seveda nagovor predsednika državnega sveta, v Črenšovcih potem županje, škofa in potem ves dan seveda možnost srečavanja s Kleklom v cerkvi, ob straži gasilcev vse do 10. zvečer, potem naslednji dan dopoldne še možno to v cerkvi v Črenšovcih, pa slovesna škofova sveta maša, ki jo bom jaz vodil, obsluževanje vseh povabljenih duhovnikov iz naše škofije in naših domačinov v drugih škofijah, povabljenih vseh pomurskih županov in pa seveda vseh vernikov v naši škofiji. To sta dva taka, 12. 13. oktober, seveda 11. oktober je akademija, posvečena Kleklu v Črenšovcih tudi in vsem priporočam, je na razpolago še po župnijskih cerkvah tako imenovani Kleklov list, ki smo ga v isti obliki, kot ga je Klekl izdajal pred 80, 90 leti, 100 leti, smo ga zdaj tudi izdali. Na zadnji strani so vsi ti dogodki, ki jim lahko sledimo v tem letu oziroma tudi še posebej v tem mesecu oktobru. 5. oktobra je seveda pa, to pa že pozno, zaradi najine oddaje, ki bo po 5. oktobru, je pa seveda lep simpozij znanstveni, ki ga pripravlja Cerkveni inštitut na Teološki fakulteti v Ljubljani pod vodstvom profesorja dr. Bogdana Kolarja, seveda potem škofija, župnija, občina Črenšovci in pa Kleklova fundacija z čudovitimi, dobrimi predavatelji. Tako da na vse, kar bo se slišalo v Kleklu, vabljeni, no lahko pa povem, da se bo zgodil 27. oktobra zvečer v Črenšovci čudovit koncert slovenskega okteta prav na to temo in bo zapel tudi 2 Kleklove pesmi, Kaja Mure Šepetala in pa Slovenska krajina. Če prav razumem, eksternalije v tem primeru bodo primerne veličasti dogodka, veličini dogodka. No, ste poskrbeli tudi za primerne eksternalije. Tako bodi, tako se zgodi. Najlepša hvala za tokratni obisk. Oktobra pa torej posvetiva Kleklu. Vse dobro. Spoštovane gledalke in gledalci, torej do oktobrske oddaje Škof mimo Prižnice, lepo pozdravljeni.